Predvsem v Evropski uniji se v zadnjih časih v dokumentih vedno bolj pojavlja pomen pripravništva, vajeništva, kar je bilo tudi v Sloveniji pred nekaj desetletji, potem pa je zamrlo. Kaj mladi menite o ponovni uvedbi pripravništva, mogoče kot enemu delu mentorskih shem, se pravi kot sprejemanje znanja od starejših? Ali bi bilo to zanimivo za morda iskalce prve zaposlitve oziroma za tiste, ki iščejo neko nišo, morda tudi malce stran od tistega, kar je osnovna izobrazbena dimenzija? Nedvomno. Mladi črpamo iz 3 različnih vrst učenja. To je formalno, neformalno in priložnostno učenje, ki je tudi hkrati vseživljenjsko učenje. In z formalnim učenjem mi dejansko lahko dobimo le pol od kompetenc, ki so potrebnih za življenje in za uresničevanje vseh življenjskih ciljev in pridobivanje znanj in veščin, ki so za to potrebne. In prav v pripravništvih vidimo ta velik segment, ta komplementaren odnos, kjer lahko mladi zagotovijo to uspešno osamosvajanje, večjo zaposljivost in hkrati tudi osebnosti in poklicni razvoj. To pa je seveda vse skupaj ključ za veliko višjo kakovost življenja. Ta pripravništva po drugi strani so tudi velik, vsaj po mnenju mladih, doprinos k gospodarskemu sektorju, saj na dolgi rok, kot je izpostavil tudi gospod Bračič, ne bojo imeli takšnih velikih težav pri zagotavljanju kvalitetnega kadra. Paloma je zagotovo eden izmed najbolj svetlih primerov. In res je, da mladi potrebujemo veliko več motivacije, da se odločimo za neprivlačne delovna razmerja in tako se tudi pri študiju še vedno veliko odloča za družboslovje in prihaja do te strukturne neusklajenosti med tem, kar trg zahteva in kar lahko v bistvu mi mladi sa svojo izobrazbo ponudimo. In dejansko mi v tem medgeneracijskem prenosu znanja vidimo veliko priložnost, da nam vi starejši predate to motivacijo za delo, v bistvu to spoštovanje do vrednote do dela in seveda ljubezni do znanja. In pripravništva po drugi strani so tudi en velik zagon k temu, da bojo mladi dejansko te formalne izkušnje, ki jih tekom nekega formalnega izobraževanja pridobivajo, lahko uresničili in se naučili, kako jih v praksi izvajati, uporabljati in dejansko s tem tudi doprinesti k stabilnemu razvoju družbe in seveda k napredku. Hvala. Kaj pa z vaše strani, vaš odziv, kaj vi menite v medgeneracijskem sodelovanju? Ali imate enak odnos kot starejši, ki želijo predajati neko znanje, vkolikor imajo res nek odnos do svojega dela in želje, da se neko znanje nadaljuje, ali ste mogoče bolj indiferentni, glede na to, da se smeri, se pravi, usposobljenosti znanja in pač s časom, rečemo tudi morda, neko pojmovanje odnosa do dela spreminja. Kakšen bi bil pa vaš odnos do tega medgeneracijskega sodelovanja? Bom rekla tako, ne. Tranzicija mladih iz izobraževanja na trg dela je zelo pomembna. Pa mogoče, če izčrpam iz ene osebne, recimo, pripovedi ene zelo izkušene učiteljice, ki mi je pred kratkim v pogovoru o poteh življenja povedala, da je en njen učenec pri preizkusu znanja iz zgodovine, iz prazgodovinskega obdobja na vprašanje naštejte ključne faze v razvoju človeštva, naštel se rodim, se izobražujem, grem v službo, se poročim, dobim otroke in umrem. Namesto, da bi naštel tisto, kar vsakemu zelo takoj pade na pamet, naše prednike od neandertalcev pa vseh ostalih, je izpostavil v bistvu ključne faze, ki bi moglo vsakemu od nas priti takoj na pamet in takoj pomisli, da so dejansko to naše največje prelomnice v življenju. In tako mladi vidimo, da zaposlovanje in trg dela in ta prenos znanja je najbolj pomemben za vse faze našega življenja. In te kompetence, kot so tudi materin jezik, učenje učenja, na vse zadnje, tudi digitalno znanje, kompetence ljubezni do tehnologije, znanosti, razvoja,
To je vse stvar, ki ga lahko dobiš v priložnostnem učenju in ki je stvar medgeneracijskega prenosa znanja. Dejansko mladi si tega želimo in se tudi zavedamo, da je to pomembno, ne. Res pa je, da starejši premalokrat prepoznajo ta segment prenosa znanja in tudi, kot je že gospod Bračič prej omenil, podjetja imajo tudi probleme s tem, ker delavci niso motivirani za ta prenos znanja. In pogosto se uporablja ta kontradikcija, da si mladi večkrat pravijo, da jim starejši kradejo delo, starejši pa dejansko bi radi delali, hkrati pa tudi bi se radi spočili, ne. In nekakšen skupen jezik je sigurno moč najti tukaj v pravem prenosu medgeneracijskega znanja in mogoče tudi pri uvajanju takšnih segmentov, da mlad delavec mentorstvo spremlja skozi delovni čas starejše zaposlene osebe, naprimer, da ta dela skrajši delovni čas in hkrati v tem času že uvaja nekoga mladega v svoje delo. Najlepša hvala.